Pozdravljeni! Z mesecem decembrom ima krajevna skupnost Ormož novega predsednika. Ivana Brumna je po izteku mandata zamenjal Vlado Hebar. Novi predsednik bi želel aktivirati družabno življenje Ormožanov, nadaljevati zastavljene načrte in prisluhniti željam občanov. Svet krajevne skupnosti Ormož ima 15 članov. Na svoji konstitutivni seji, ki je potekala zadnji dan v novembru, so z 9 glasovi za in 6 proti za novega predsednika krajevne skupnosti Ormož izvolili Vlada Hebarja. Novemu predsedniku, ki je sicer kot ravnatelj zaposlen na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, upravljanje funkcije predsednika krajevne skupnosti predstavlja velik izziv. Vsekakor velik. Delo v krajevni skupnosti je, koliko spoznavam v teh prvih dnevih, kar zahtevno, obsežno. Nenazadnje dostikrat je pač tudi predsednik tarča krajanov pač za neke neuresničene stvari, vendar rad delam z ljudmi in dejansko, ko sem razmišljal o tem, ali naj sprejmem v bistvu kandidaturo, moram namreč povedati, da smo v stranki Zelenih 3 člani bili izbrani v svet krajevne skupnosti in nekje je prišlo do govora, da pač kandidiram. Podprli so me tudi ostali, praktično skoraj večina, bi lahko temu rekel, tako da sem bil izbran. Že to je nekje, bi rekel, dolžnost do volivcev, ki so zaupali v naš program. Nenazadnje je ta paleta dela široka, obsežna. Jaz verjamem, da v prvem letu bo treba vse skupaj spoznavati, posebej področje komunalne infrastrukture. Dočim mislim pa, da je največji izziv to, da dostikrat od strani gledamo življenje, družabno življenje v Ormožu, ampak ne naredimo nič ali pa premalo, da vse skupaj nekako povežemo. Je precej društev, tako na področju kulture, športa, ki se mi pa zdijo precej, bi rekel, razkropljena, delujejo vsaka zase, brez neke povezave in tu se mi zdi mogoče ena priložnost povezati spet kot v časih, ko je imela krajevna skupnost tudi bistveno večji pomen, nekje, da se nenazadnje tudi ulice večkrat napolnijo in nekje, da je neko prijetno vzdušje med vsemi generacijami v mestu in okolice. Krajevna skupnost Ormož letno razpolaga z nekaj več kot 21.000 evri glavarine. Med večjimi investicijami v času predsedovanja Ivana Brumna se krajevna skupnost Ormož lahko pohvali s obnovljenima mrliškima vežicama v Ormožu in na Humu, z novo streho in fasado na Ormoškem kulturnem domu ter s ureditvijo male dvorane. Kar nekaj sredstev so v zadnjih 4 letih namenili tudi obnovi vaških domov, med katerimi jih je največ stala ureditev vaškega doma na Lešnici. Krajevna skupnost Ormož pa skrbi tudi za okrog 70 km javnih poti, ureditev odvodnjavanja in podobno. Tudi v novem mandatnem obdobju bo potrebno postoriti marsikaj, vsekakor pa nadaljevati začete projekte. Najprej, ravno včeraj smo nekje se je predstavljal proračun. V bistvu tukaj dosti ne moremo vplivati, ker je že prejšnji svet pač podal predloge. Dejansko v glavnem se nadaljujejo tudi dvoletni programi, projekti, ki se zaključujejo v tem letu, tako da so tu minimalne možnosti. Drugače pa pravim, načrt je nekje nekaj, bi rekel, stvari bistvenih, ki se mi zdijo pomembne, je na področju, če gremo v samo mesto, v tem 4-letnem obdobju nadaljevati z adaptacijo kulturnega doma kot osrednjega kulturnega dejansko objekta, kjer se zbirajo kulture željne iz cele občine. Se mi zdi, da je mogoče tukaj nekaj premalo narejeno, čeprav je bilo v zadnjih 3 letih mislim, da blizu 120.000 evrov vloženi v obnovo. To je ena stvar. Potem pereča problematika so vaški domovi, ki služijo namenu, krajani jih uporabljajo, vendar nekje ni nekih pravil igre, treba jih bo dodelati in se tudi dogovoriti glede vzdrževanja, glede najema v duhu dobrega gospodarja. Društva v okolici so zainteresirani, zato verjamem, da bomo tukaj prišli do skupnega jezika in do skupne rešitve. To je ena stvar, potem nadaljevati sigurno v naslednjem obdobju, predlagati občini postavke, ki so pomembne za kvalitetno življenje v
sami krajevni skupnosti, to se pravi nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture, mogoče o tem kaj več kdaj drugič, potem, kot sem že prej dejal, povezovanje teh društev v smislu nekega skupnega projekta. Tu je zdaj mogoče preuranjeno govoriti, smo pa ena redkih krajevnih skupnosti, ki nima krajevnega praznika. Mogoče najti neke termine, kakorkoli se imenujejo, da se potem krajani povežejo, izkažejo tudi v okolici, precej aktivnih društev. Ideje neke že padajo, vendar še to vse skupaj v fazi zametka, razne vaške igre. V glavnem precej stvari, ki so že potekale, ki so se odvijale, pa so mogoče v nekem obdobju zamrle. Predvsem pa se mi zdi pomembno to, da se poslušajo krajane in potem nekje realno v skladu s finančnimi sposobnosti krajevne skupnosti in potem tudi v dogovoru z občino, da se stvari uresničujejo. Krajevna skupnost Ormož meri blizu 37 kvadratnih kilometrov, šteje okrog 4300 prebivalcev, ki živijo v 12 zaselkih. V okviru obiska vlade v Podravju je med drugimi Ormož obiskal minister za okolje in prostor Roko Žarnič. Sestal se je z županom Alojzom Sokom in njegovimi sodelavci, beseda pa je tekla o Centru za ravnanje z odpadki, za katerega si prizadeva tudi Ormož. Po letu 2015 bo v Sloveniji ostalo samo še 8 centrov za ravnanje z odpadki oziroma odlagališč, kar pomeni približno en center v regiji. Preostali sicer danes delujoči centri se bodo po tem datumu zaprli. Na območju Podravja se za status regijskega odlagališča potegujejo v občinah Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica. Minister za okolje in prostor Roko Žarnič je v okviru obiskov v Podravju obiskal vse navedene lokacije, seveda tudi Ormož, kjer se je sicer za zaprtimi vrati pogovarjal z županom in sodelavci. Imeli smo prikaz problema, so pripravili strokovni sodelavci, tako da tisto, kar že nekoliko poznamo, smo še enkrat videli bolj kvalitetno še predstavljeno. Zdaj, Ormož je sigurno eden od potencialnih centrov, tudi v novih uredbah je predviden, vendar kot sem rekel, največ je odvisno od tega, kako se bodo občine med sabo zmenile, kajti to je za nas osnovni parameter, ker lahko potem karkoli usmerjamo in pomagamo usmerjati mednarodna sredstva. 4 nove uredbe bi naj pomagale pri odločitvi, katera lokacija bo na tem našem koncu Slovenije najprimernejša. Zdaj so tu 4 uredbe od zunaj, kar je velika pomoč k temu, da so vsaj neke jasne smernice zakonodaja tudi se pripravlja. Kot pravim, odlagališče v Ormožu je sigurno eno od odlagališč, katere mi zelo resno obravnavamo in vidimo, če bo zadeve tekle tako, kot bi morale, kot potencialno prostor, kjer bi se lahko odlagali odpadki. Eno od 8 kasnejših odlagališč, kajti sem toliko v Sloveniji na koncu po 15 letu. Ključna stvar so dogovori med občinami, zatrjuje minister. Ministrstvo na končno odločitev naj ne bi vplivalo. Ta dovoljenja, kar mi moramo narediti, je sam ta manjši del zgodbe. Ključna stvar so dogovori. Glejte, če bojo hotela Ormož kandidirati na sredstva Evropske unije, bo zadeva se morala zavrteti zelo hitro. Rok se izteka do poletja in mislim, da se te stvari bojo lahko po današnjem kroženju po centrih malo bolj izoblikovala slika ravnanja z odpadki. Pred meseci smo eno idejo nakazali o grozdenju ali klastranju teh odlagališč oziroma celotnega reševanja z odpadki. Seveda na neki lokaciji bila mehanska obdelava, nekje kurilnica, nekje odlagališče, vendar v takem sistemu bi posamezni ti elementi med sabo morali biti povezani in tudi skleniti ustrezne pogodbe. Pri teh stvareh, ko je pa več v pogajanju, pa nekaj časa traja. Moram povedati, da pa mi nimamo inštrumenta kot ministrstvo, da bi taka pogajanja spodbudili z neko, bi rekel, ne lih prisilo, ampak s prisilo sploh ne. Tudi na drug način. Nimamo nobene zakonske odveze, zakonskega orodja, se pravi, da je vse na občinah. Seveda ostaja vprašanje, kaj pa bo, če se občine, tako kot bi želel minister, med seboj ne bodo uspele dogovoriti. Ja, če se občine bo mogle dogovoriti, bo pač te posledice nosile. Tako da strani ministra občina Ormož ni dobila nobenih zagotovil. Zagotovil nismo dobili, pač ugotovili pa smo vsi skupaj, da je problem z odpadki v Sloveniji velik in da bo
Konec koncev skozi te uredbe, ki jih je sedaj ministrstvo dalo v javno obravnavo, potrebno pripeljati zgodbo do konca. Se pravi, da bodo vse občine vedle, kje bodo odlagale, da bodo imele sklenjene ali koncesijske pogodbe ali pa z odloki določeno, kdo zbira odpadke, kam jih vozi in na kakšen način se ti odpadki potem tudi sortirajo. Skozi to bi pa potem naj država dosegla to, kar bi se naj občine med sabo dogovorile. Se pravi za neka skupna odlagališča, skupne regijske centre. Mi smo ministru predstavili našo možnost rešitve, tudi v uredbi, ki je sedaj v javni obravnavi, je naš zbirni center zapisan kot eden izmed 8 v Sloveniji, če pa seveda na koncu ministrstvo in pa vlada dovolj močna, da bo to tudi uveljavila, to pa v tem trenutku ne morem verjetno niti minister potrditi. Minister pravi, da je vse odvisno od dogovora med občinami. Mi vemo, da odlagališče na Ptuju ni dolgoročna rešitev, ker Ptuj nima prostora, je na vodovarstvenem področju, to smo tudi ministru povedali, približno 11 km oddaljeno od ormoškega vira pitne vode, ki oskrbuje približno 20.000 prebivalcev. Tudi ta zadeva v Slovenski Bistrici je neka, bi rekel, rešitev za nek majhen del zbiranja in pa obdelave odpadkov, tako da na tem področju severovzhodne Slovenije bi po naši oceni bilo potrebno nadaljevati zgodbo, ki smo jo začeli leta 2008, to pa je, da se za to statistično področje, se pravi Mariborske regije, določi odlagališče v Ormožu povezave z Mariborom. In če bo takšno odločitev naprej skozi proceduro na ministrstvo trdno obveljala, potem sem jaz prepričan, da bi v naslednje 3 do 4 leta zgradili ta zbirni center v Ormožu. Ministrovo izjavo, da bi se občine morale do poletja dogovoriti o rešitvah glede odlagališč, pa je župan Alojz Sok tako komentiral. Koliko ne bo država, tudi po mnenju Računskega sodišča, prevzela odločilne vloge pri tem, potem bomo po moje priča tem različnim političnim pritiskom posameznih občin, ki pa so seveda daleč od nekih strokovnih rešitev. Se pravi, strokovna rešitev je to, in to je tudi minister povedal, da je argument občine to, da razpolagamo z eno od najboljših lokacij. Kot je minister povedal, se bodo o končnih rešitvah glede odlagališč odpadkov morale dogovoriti občine same. Župan Alojz Sok pa na to pravi. Računsko sodišče, ki je tudi bilo, bi rekel, tisti povod, zaradi katerega je moral odstopiti prejšnji okoljski minister, govori, da mora država tu vzeti vajeti v roke. Kolikor ne bo država določila rešitev, ki so za državo sprejemljive, potem bo verjetno se res še nekaj časa teklo v praznem teku. Verjetno bo okrog vprašanja regijskih centrov za odpadke še kar nekaj hude krvi. Časa pa tudi ni na pretek. Vsekakor je še veliko nedorečenega. V okviru obiska vlade v Podravju se je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magister Dejan Židan sestal tudi s predstavniki slovenskih vinarjev. Srečanje je potekalo v degustacijski dvorani družbe P&F v Ormožu. Glavna tema pogovorov je bila skupen nastop slovenskih vinarjev na tujih trgih. Še pred delovnim sestankom so gostitelji poskrbeli za pester neformalni del s pozdravnimi nagovori lastnika družbe P&F Weinires Vladimirja Puklavca, magistre Andreje Komel, direktorice za trženje, finance in splošne zadeve, glavnega enologa v družbi Mitje Herga in ministra za kmetijstvo in prehrano magistra Dejana Židana. Sledila je zdravica in zakuska, družabno srečanje pa je že bilo možno za izmenjavo mnenj in izkušenj. Vsi skupaj pa so si potem še ogledali eno najmodernejših polnilnih linij v Evropi, v katero je družba P&F Jeruzalem Ormož tudi s pomočjo subvencioniranja države v lanskem letu investirala kar 3,7 milijonov evrov. Gre za pomembnejšo investicijo družbe P&F Weinires, s katero so še dodatno izboljšali kakovost vin, saj so z njo pridobili popolno kontrolo nad procesom proizvodnje. Naložba predstavlja tudi pomemben korak k izpolnitvi cilja družbe, da v naslednjih 5 letih na mednarodni trg izvozi 70% svojega vina. Uradni pogovori so sicer potekali za zaprtimi vrati, a je minister magister Dejan Židan povedal.
Mi na Ministrstvu za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo se zavedamo, da imamo ob tem, da imamo zelo kvalitetno vino, da imamo proizvodnjo le samo 100 milijonov litrov in smo premajhni, da bi osvajali vse države tega sveta in da bi jih osvajali posamečno. Zato je ministrstvo že za letošnje leto predlagalo, da vinarji sami povedo, kje so te 2 ali 3 destinacije, ki so najbolj pomembne, in ministrstvo bo prodor na te trge podprlo, vendar ne, da gredo vinarji posamezno na te trge, ampak naj gredo skupaj in naj kvalitetno in nam v ponos zastopajo znamko slovensko vino. Tako bo ministrstvo finančno podprlo le skupne nastope na svetovnih trgih, ob tem pa z veseljem upoštevalo izkušnje in predloge slovenskih vinarjev. Poglejte, jaz moram povedati, da od zadnjega sestanka so že poslali tudi idejna gradiva, o kateri se bomo danes pogovarjali, tako da moram reči, prisoten je optimizem, nekaj je lani prisoten, ideje so prisotne in jaz sem vesel, da lahko pri tem sodelujem. Za stališča ministrstva, ki je odgovorno za kmetijstvo, smo se dogovorili 3 zadeve. Prvo je, da jih ciljno podpremo. Mislim, da jih bomo letos podprli nekje pri izvozu z temi osvajanji tujih tržiščev za 1,6 milijon oziroma tu nekje. Drugo, kar so nas vinarji opozorili, da želijo, da bolj aktivno delujemo na področju sivega trga. To smo razumeli tako, da je vinarska inšpekcija dobila nove zadolžitve, in kot tretjo, želeli so, da tudi zakonodajo prilagodimo njihovim potrebam. Tu mi nimamo težav, smo pa jim predlagali, da naj sami povedo, kaj jih žuli, da potem gremo skupaj po isti poti naprej. V nadaljevanju je minister še pojasnil, da bo ministrstvo finančno podprlo nastope na 3 svetovno pomembnih vinskih sejmih, v Veroni, v Londonu in Düsseldorfu, kjer bi se torej slovenski vinarji naj predstavljali enotno, obvezno pa tudi slovensko hrano in podobnimi znamenitostmi Slovenije. Družba Pient Eve Weinries pa ima z nastopi oziroma predstavitvami na tujih sejmih kar nekaj izkušenj. Mi to že delamo, mi smo na mednarodnih razstavah dosikrat skupaj, ampak je tudi vprašanje sredstev in vprašanje investicij, ker to je vedno investicija za bodočnost. In trenutno je vinski trg v Sloveniji razmeroma v slabem stanju, ker kriza se vidi vse povsod, to pomeni dodatnih sredstev za take akcije je manj. In tu mislim, da je tu tudi vloga ministrstva in drugih virov, da nam pomagajo, da to promoviranje slovenskih vin še bolj uspešno napravimo. Podjetnik Vladimir Puklavec si je v tem času, odkar je lastnik ormoške in ljutomerske vinske kleti, nabral že kar nekaj izkušenj na vinskih trgih, predvsem pa s proizvodnjo vina na slovenskih tleh. To so mešane izkušnje. Prvo, pri moji odločitvi je bilo moje srce izredno važno, to se ni spremenilo. Kar se tiče komercialnega dela, je bilo nekaj presenečenj in presenečenje navadno stanejo denar. Ampak mislim, če vidim, da smo to 2010. smo polovico naše proizvodnje izvozili, to je že dober znak, da smo na pravi poti. Jaz mislim, da nam bomo uspelo z skupnimi očmi predstaviti Slovenijo kot deželo dobrega vina. Nam osebno, tudi za naše proizvodnje v Ljutomeru in Ormožu, upam, da nam bo uspelo, da je to nekaj posebnega, imeti vino iz Jeruzalema. Na tem delamo, v to investiramo, kvaliteta se je potrdila z mednarodnimi odličji, tako da zdaj moramo trdo dalje delati, da to vse prodamo, kaj pridelamo. Dobro vino je stvar tudi luksuza. To pomeni, da veljajo zakoni za luksuzne produkte. To pomeni, da če ga prepoceni ponujate, verjetno ne boste imeli uspeha. In potem je začarani krog. Kako dosežete pametne cene, kako dosežete sloves dobrega vina, in to je v začetku, Angleži temu rečejo uphill battle, to pomeni borite se proti vetru v bistvu, ja. In to velja tudi za nas, ampak mislim, da je z našo voljo, z našimi možnostmi, kvaliteto vina bomo po naši 5-letki, ki jo imamo, bomo sigurno imeli dobro pozicijo na mednarodnem trgu. V Sloveniji nas že poznajo, kljub temu mogoče še ni dovolj, in na tem delamo. Ja, 2011. prvo, imamo odlično vino 2010 v kleti, kljub slabim vremenskim razmeram, in to je priznanje našim enologom. In to so naravna vina, nismo nič čarali. In zdaj to leto investiramo približno 4,6 milijonov še dalje za novo fermentacijsko klet, za izboljšanje opreme, olepševanje tudi kleti. To so potrebne investicije, da se pojavimo v mednarodnem okviru kot ena najboljših kleti na svetu.
In to je moja želja, je, da bomo to vino 2010 predvsem, imamo še nekaj 2009, ampak ne dosti, da bomo po pametnih cenah prodali in tako dosegli po malem tudi komercialne cilje, ki jih imamo, to pomeni, da napravimo dobiček. Družba Puklavec & Friends je letos predelala 4265 ton grozdja, od tega so blizu 2600 ton grozdja pridelali v lastnih vinogradih, razliko pa odkupili od kooperantov. Izvoz so lansko leto povečali za 30%, sploh pa so med tistimi slovenskimi vinarji, ki so si z nastopi na tujih trgih nabrali že kar nekaj izkušenj, vedoč, da bo treba stopiti skupaj in se na svetovni trg podati enotno, tudi s pomočjo države. Slovenija sicer v povprečju izvozi okrog 6 milijonov litrov vina, v bodoče bi ga naj izvozila od 20 do 30 milijonov litrov, da bi se izplačalo tako vinarjem kot državi, je še bilo slišati na srečanju vinarjev z ministrom. Nadaljevanje pa med šolarje. Na osnovni šoli Velika nedelja v tem času izvajajo projekt Branje vsakodnevno dejanje. Ugotavljajo namreč, da šolarji vse manj berejo. Projekt pa naj bi mladim prinesel predvsem zanimanje za branje, tako da projekt ni slučajnost. Ker na šoli opažamo, da učenci vedno manj berejo in pač smo poskušali rešiti malo te stvari, ne, na nek način. In ker so učitelji mlajšim učencem še vedno vzgled, upamo, da bodo z branjem iz knjig vsak dan v oddelkih podaljšanega bivanja povzročili, oziroma da bo učinek na nek način nedosežen, da bodo učenci prihajali v knjižnico po knjige in da bodo samostojno več brali. Zimski čas je morda za izvajanje projekta najprimernejši, ugotavljajo na osnovni šoli Velika nedelja. Projekt poteka od 3. januarja do 28. februarja. Vsak dan v oddelku podaljšanega bivanja en učitelj bere najmanj 10 minut. Berejo kratke zgodbe, berejo pa tudi zgodbe v nadaljevanjih. Skupne bralne urice pa ne prinašajo samo branja. Iniciatorji projekta poskrbijo, da so bralne urice kar se da pestre. Ja, vsebini se pogovarjajo, potem tudi predvsem v prvem razredu rišejo, z ilustracijami izražajo vsebino, v drugem, tretjem, četrtem razredu pa tudi kaj napišejo, kratko vsebino, svoje misli o prebranem pa tudi rišejo. In potem vse te liste vstavljajo v svoje mapice. In te liste bomo na koncu zvezali in jih potem tudi razstavili pred učilnicami, da se bo videlo, da so bili učenci tudi ustvarjalni, ne samo učitelji, ko berejo, ne. Šolarji tako združijo prijetno s koristnim, za zanimive novosti pa jih tudi ni težko navdušiti. No in kaj te recimo najbolj navdušuje, kaj rad bereš, kaj rad poslušaš? Knjigice, risanke gledam, pa tudi poslušam. No in katera zgodbica od vseh teh, ki si jih slišal na teh vaših bralnih uricah, ti je bila do sedaj najbolj všeč? Rdeča kokoška. In kdo je bil torej junakinja v tej rdeči kokoški? Rdeča kokoška. Kaj se je dogajalo z njo? Prijatelji ji niso hoteli pomagati in ko pa je spekla kruh, pa je rekla, kdo bo mi pomagal pojesti kruh. Oni pa so rekli vsi ja. No in potem, ko se je zgodbica zaključila, kaj pa ste potem tukaj v vaši skupini delali? Ste še kaj narisali, se kaj pogovarjali o zgodbici? Risali. No in kako so te risbice izgledale? Lepo. In zakaj si ti rad zraven na teh bralnih uricah? Zato, ker so mi všeč. Zakaj pa je tebi všeč biti tukaj na teh bralnih uricah? Da poslušam zgodbico. Katera pa je tebi bila najbolj všeč zgodbica od vseh teh, kar ste jih slišali? Rdeča kokoška. Si ti tudi potem rdečo kokoško narisala? Ne. No, kako sicer potekajo te vaše
Urice, najprej slišite zgodbico, kaj pa potem se pogovarjate in kaj se pogovarjate? Od zgodbice. Prvi dobri učinki uvedbe bralnih uric se že kažejo, ugotavljajo na šoli. Nekaj učencev 1. in 2. razreda zelo zavzeto hodi v knjižnico, zdaj ne vem, ali je to posledica branja že, ali pa je to pač so učenci željni branja, pa sami pridejo, ampak se prihaja več, kot se je lani. Tako da upamo, da že je neka posledica pozitivna, pa pričakujemo pa seveda še več. Ne? Verjeti je, da je vzpodbuda na mestu, branje pa dobrodošlo za vstop v mnoga nova zanimiva obzorja. Še ostajamo na osnovni šoli Velika nedelja, kjer so minulo soboto pripravili plesne ustvarjalne delavnice za šolarje iz vseh 3 ormoških občin. Tako so na plesnih delavnicah sodelovali učenci osnovnih šol Velika nedelja, Ormož, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Delavnice so potekale pod sloganom Razgibajmo življenje. Želijo šolarjem v vseh 3 ormoških občinah ponuditi nekaj zanimivega, kar bi jim popestrilo dolge zimske dni, so si pristojni umislili raznovrstna druženja, ki občasno potekajo na eni izmed šol. Na osnovni šoli Velika nedelja so jim ponudili plesne delavnice pod vodstvom plesne učiteljice Božene Krivec. Danes imamo ustvarjalne plesne delavnice, namenjene so učenkam. Kot boste videli, plesalcev nismo uspeli nabaviti, pritegniti. Drugače pa smo razdelili skupine otroke, učence iz osnovnih šol bivše ormoške občine, iz Ormoža, Miklavža pri Ormožu, iz Svetega Tomaža in iz naše šole. Upam, da nisem koga pozabila. Razdelili smo jih v 3 skupine, kjer so predstavile jazz plesno tehniko, sodobno plesno tehniko in pa pop. Presenetili pa smo jih tudi z enim skupinskim plesom, mi smo ga poimenovali kavbojski ples. V glavnem te delavnice služijo enemu sloganu, ki smo ga poimenovali Razgibajmo življenje. Zdaj je zimsko obdobje in nekega gibanja zunaj, ker je mrzlo, pač nam ni prijetno. Ples pa je vedno prijeten, posebej gibanje, ki je povezano z glasbo, zato smo se odločili, da te delavnice spadajo v zimski čas, predvsem pa v predpustni čas, da še malo navdušimo in motiviramo otroke za pustno rajanje. Kot je bilo povedano, so se plesnih delavnic udeležile le šolarke, ki so jih razdelili na 3 skupine. Prva, ki jo je vodila Aneja Cafuta, se je predstavila sodobno koreografijo Valovanje. Drugo skupino, ki se je predstavila z jazz točko spredaj in zadej, je vodila Nina Vučinič. Tretjo pa sta vodili Samanta Petelinšek in Maja Simonič. Dekleta so navadila pop koreografijo z naslovom Fraktali. Organizatorji so z udeležbo bili zadovoljni. Danes imamo 30 otrok, za udeležbo smo zadovoljni. Jaz upam, da se bo slišalo, da bojo prenesle v svoje okolje svoje navdušenje in da bo naslednje leto mogoče ali pa čez par mesecev že kaj več. Vseh teh 30 udeleženk delavnic je za udeležbo imelo tehten razlog, kljub temu, da so delavnice potekale v soboto, ko bi šolarji naj imeli prost dan. Zakaj si se pa ti udeležila današnji delavnic? Zato, ker rada plešem. In kaj si se naučila danes? Nova znanja. Zakaj si se pa ti udeležila delavnic? Zaradi druženja s prijatelji, pa tudi zaradi, ker rada plešem. In kaj si se naučila danes vse? Novih plesov. Kaj recimo ti je bilo najbolj všeč? Jazz balet. Zakaj si se pa ti udeležila delavnic? Zaradi tega, ker pač mislim, rada plešem pa. In kateri ples recimo ti je bil danes najbolj všeč? Jazz balet. Še drugače tudi kaj vadiš ali samo ob takšnih priložnostih? Ob takšnih priložnostih samo. No in kako so otroci šolarji dovzetni? Zelo, moram reči, da sem bila presenečena. Moja skupina je bila 6. razred, ste vse 6. razred, ne? In smo imeli delavnico sodobnega plesa in smo malo valovale, je tako? Se pravi, smo uprizarjale to valovito gibanje s pomočjo naših teles in z ruticami. In to bomo tudi danes na nastopu pokazali. So pa me zelo pozitivno presenetile, zelo dobre so. Ne? Bomo pokazali to. Ples je eno, seveda, kar je v soboto združilo šolarke, pa seveda še veliko več. Vseh teh delavnic cilj največji je druženje in povezovanje.
malo lažje je to preko plesa napraviti in tudi spoznati otroke z neko drugo kulturo. Kot veste, je hip-hop kultura v Sloveniji ta trenutek najbolj zaželjena pri otrocih, pri mladostnikih. Zato smo namenoma izbrali druge plesne tehnike, da vidijo otroci, da so tudi druge plesne tehnike prijetne, da se lahko zabavajo, da ni nujno, da vedno plešajo samo hip-hop. Kot sem pa že povedala, najbolj pomembno pa nam je druženje. Sobotne plesne delavnice so zaključili v športni dvorani Velika nedelja, kjer se je svojo plesno točko predstavila vsaka skupina posebej. Za konec pa so zaplesale še skupni ples, kavbojski ples. Med športnimi dogodki v nadaljevanju se najprej odpravljamo v Svetinsko klet, kjer so pripravili večer vina in nogometa. Nato se odpravljamo v osnovno šolo Miklavž pri Ormožu, kjer so imeli delavnice propriocepcije. Pregledali pa bomo tudi nekaj zadnjih športnih dogodkov tod okrog. Športni del utripa bomo pričeli malenkost drugače, saj se odpravljamo v Svetinsko klet, kjer se že nekaj časa vrstijo dogodki takšni in drugačni. Minuli petek so v Svetinski kleti združili vino in šport v obliki vinsko-športnega potopisnega večera, posvečenega Afriki oziroma minulemu nogometnemu prvenstvu, ki je tam potekalo junija in julija minulo leto. Angleški prlek Mike Griffiths je obiskovalcem zanimivega večera pričaral doživetje se svoje enomesečne prisotnosti na svetovnem nogometnem prvenstvu v Afriki. Gostitelji so k zgodbi in diapozitivom dodali še afriško vino in dogodek je bil zaokrožen, kot se za Svetinsko klet sredi Ormoško-Jeruzalemskih goric spodobi. Ja, v bistvu, glede na to, smo v vinoteki, je fajn, da se dogajajo dogodki povezani z vinom, in nekako zdaj v začetku smo rekli, ajde pa da predstavimo ljudem mogoče tudi malo vina od drugot, ker ko probaš tistega ali pa vina, ki prihajajo z povsem drugega konca sveta, vidiš, kaj tam pridelujejo, na kak način, kakšno so ta vina, potem lažje tudi primerjaš s tem, kaj delaš sam. Na sporedu je 5 južnoafriških vin, izbranih južnoafriških vin, ki nekako ponazarjajo ali pa recimo glede na izbor sort predstavljajo to državo na skrajnem jugu Afrike, ki je v vinskem svetu danes ena najpomembnejših predelovalk vina. Mike Griffiths, ki sicer že 4 leta živi med prleki, je tako afriškemu vinu dodal še svojo zgodbo. Že od nekdaj navdušeno spremlja svetovni nogomet, zato ni čudno, da se je odpravil tudi na nogometno prvenstvo v Afriki. Tako pravi. Jaz sem šel lani v Južni Afrika za svetovni pokal. Jaz sem bil navijač seveda za Slovenijo in tudi za Anglijo. In danes zvečer tukaj je moj predstavitev na moj izlet. Tudi sicer je Mike nad Afriko navdušen. Afrika je bil odlična. Ljudi so bil zelo prijazen, gostiteljen in to je bil predtekmovanje je bil dosti novica reči je nevarno in bo slabo, ampak nema problem, to ni bilo dragi. Za 28 noči v hotel sem plačal samo 600 €. To je ni dragi. Jaz sem šel v 20 tekma. To je bil na svetovni pokal 64 tekma in jaz sem gledal 20 tekma. Je kot dela, vsak dan novo mesto, novo stadion. In katera tekma je bila najbolj zanimiva? Najbolj zanimiva seveda je bil final, jaz sem šel na final Španija-Nizozemsko, ampak najboljši nogomet je bil Nizozemska proti Brazil v Port Elizabeth, jaz sem gledal. Ampak najboljši moment, najboljši trenutek je bil ob polčas v Ellis Parku kot Slovenija je bil 2-0 proti Amerika. Druga polčas je bil katastrofa, ampak prvi polčas, ob polčas mi smo bili zelo srečni. Za koga ste posebej navijali? Jaz sem šel za Slovenijo in je bil težko, ko Anglija je igrala proti Sloveniji, hočemo oboje uvrstili drugo rundo, ampak je bil čuden, ker jaz sem pred tekmo pejal oboje himna, slovenska in angliška. Je med drugim povedal Mike Griffiths, ki je svoj potopis popestril še s kvizom in malo za šalo, malo za res preveril splošno znanje udeležencev večera.
Enemu, ki je pravilno odgovoril na vsa vprašanja, pa je Svetinska klet podarila steklenico afriškega vina. Tudi sicer je med Majkovim pripovedovanjem potekala pokušina afriški vin, da ne govorimo o vzdušju ob svečah, tihi glasbi za ozadja in tako naprej. Vsekakor je tako za ljubitelje nogometa kot vse ostale večer bil prijetno druženje. V Svetinski kleti imajo v načrtu še nekaj podobnih zanimivih večerov. Obeta se še nekaj potopisnih dogodkov, spet na vinske tematiko. Priredili bomo v februarju tudi domače koline na Svetinjah, to bo prvič letos. Nekaj koncertov se nam obeta, literarnih večerov, pač vsega po malem. V februarju in marcu ima Svetinska klet še zimski delovni čas, tako da je odprta le ob četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah od 12. do 19. ure. V nadaljevanju se odpravljamo v osnovno šolo Miklavž pri Ormožu, kjer so organizirali delavnice oziroma prikaz proprioceptivne vadbe, ki postaje vse bolj popularna tudi v Sloveniji. Propriocepcija je ključ stabilnejših sklepov, hitrejšega reagiranja ter maksimalne rehabilitacije po poškodbah okončin. Delavnice, ki so se jih udeležili športniki z vseh ormoških občin, je vodila študentka fizioterapije Ina Sok, ki je udeležencem propriocepcijo najprej predstavila teoretično, potem pa so udeleženci poskusili tudi z vadbo. Propriocepcija ali senzorično-motorična vadba je vadba ravnotežja. Za ravnotežje, za rehabilitacijo, kot preventiva pred poškodbami in okvarami sklepov, za stabilizacijo telesa in določenih segmentov telesa. Dobimo boljši občutek položaja telesa v prostoru. Uporablja se v vseh starostnih kategorijah, tako pri vseh športnikih. Je fenomenalno za uporabo kot preventiva pred poškodbami, izboljšanje rezultatov, za večjo eksplozivnost. V mišicah, vezeh, kitah in sklepih se nahajajo proprioceptorji, ki centralnemu živčnemu sistemu pošiljajo informacije o položaju udov v prostoru ter sinergistično pomagajo pri izvajanju gibov. Ko izvajate gibalni vzorec, proprioceptorji prenesejo signal v male možgane, ker se modelira popolnejši signal, ki gibalni vzorec popravi in izpopolnjuje. Trening propriocepcije predvsem pomaga, da se dogajanja v modulaciji živčnega signala dogajajo na navezi refleksnega loka. Možganski signal krajša pot in se obrača v hrbtenjači. Zaradi hitrejšega zaznavanja pozicije sklepov spodnjih okončin se zmanjša rizik poškodb. Pripomočki za trening so nestabilne podlage v obliki desk, blazin ali posebnih pen. Za propriocepcijo zgornjega dela telesa se lahko uporablja tudi medicinka ali velike žoge. Vadba se stopnjuje po zahtevnosti in znanju. Uporablja se več različnih modelov desk za vadbo z eno ali dvema nogama. Večina klubov tu pri nas že kar dosti se tega uporablja. Sicer je pred kratkim komaj prišlo v naše konce, drugače pa že več desetletij uporablja posod po svetu. Poleg športnikov verjetno te stvari uporabljajo tudi tisti, ki okrevajo po poškodbah. Tako, dobrodošla kot rehabilitacija po poškodbi. Rezultati so občutni. V vsakem primeru je glavni cilj takega treninga trenirati proprioceptorje sklepov, da se adaptirajo na različna gibanja, s tem pa odreagirajo hitreje, kot bi brez ravnotežne vadbe. Nadaljujemo z rokometom. Rokometaši Jeruzalema so v sredo proti Gorenju odigrali zaostalo tekmo 10. kroga. Kako se je srečanje razpletlo, vam bomo prikazali v naslednji oddaji Utrip Ormoža. Že v soboto ob 19. uri rokometaše iz Ormoža v 17. krogu čaka gostovanje v Kopru pri drugovrščenemu Cimusu. S prvenstvom nadaljujejo tudi v prvi B državni rokometni ligi. V soboto je na sporedu 12. krog. Rokometaše Karere Optil iz Velike Nedelje na domačem igrišču čaka pomembna tekma proti Alplesu. Gosti iz Železnikov se trenutno nahajajo na 11. mestu in imajo pred zadnjovrščenimi Nedeljčani 3 točke prednosti. Tekma se prične ob 19. uri. Mladi rokometaši Jeruzalema, natančneje letniki 1998, so v nedeljo nastopili na močnem mednarodnem turnirju v Reki. Organizator turnirja, rokometni klub Trsat, je že na 19. tradicionalni turnir povabil najboljše hrvaške in slovenske klube tega letnika.
Barve Slovenije sta v Reki uspešno branila Škofja Loka in Jeruzalem. Škofjeločani so med 12 ekipami zasedli 6. mesto, Ormožani pa 3. mesto. V polfinalu sta se pomerila hrvaški prvak Karlovac in slovenski prvak Jeruzalem. Kot veleva tradicija nasrečenih omenjenih ekip, so gledalci spet lahko videli kvaliteten rokomet z dramatičnim zaključkom. Po rednem delu tekme sta se ekipe razšli z neodločenim izidom 12-12. Po streljanju 7 metrov pa so srečnejši z izidom 15-13 bili igralci hrvaškega prvaka. V malem finalu so Ormožani gladko 14-7 ugnali hrvaške podprvake Matulje iz Opatije ter si prislužili bronaste kolajne. Tako so zdaj Jeruzalemčki izpopolnili zbirko medalj na turnirjih v Reki, saj so v preteklosti že osvojili 1. in 2. mesto. V velikem finalu je Karlovac ugnal Zamet z izidom 19-18. Za najigralca turnirja so organizatorji s pomočjo trenerjev proglasili Ormožana Tinana Kosija. Tomislav Špruk iz Karlovca je postal najstrelec, Tin Škorič iz Reškega Zameta pa najvratar turnirja. Za Jeruzalem so v Reki nastopili Kevin Caf, Jurče Korpič-Lesjak, David Lukner, Rene Plavec, Timon Grabovac, Martin Hebar, Tomi Sok, Gašper Horvat, Nino Olaga, Filip Luci, Tilen Kosi, Boštjan Žižek-Cvetko, Miha Kavčič, Dominik Ozmec in trenerja Mladen Grabovac in Uroš Krstič. V soboto Jeruzalemčke, letnike 1998, spet čaka nova mednarodna preizkušnja. Ekipa bo namreč gostovala na turnirju v Ludbregu, kjer bodo nastopile še hrvaške ekipe Ludbrega, Zagreba, Karlovca, Virovitice, Varteksa, Slatine in Moslavca. Selimo se na futsal igrišča. Drugoligaši so odigrali tekme 13. kola. Poglejmo izide. Kebel Tomaž 7-3, Nazarje Viktor Bit 5-2, Kiks Benedikt 0-2, Weber Slovenske Gorice 8-6, Velike Lašče Maribor 12-3, prosta je bila ekipa Zavrha. Vodi Kebel s 26 točkami, le 2 točke manj imajo na svojem kontu futsaljerji Nazar. Z 21 točkami sledita Benedikt in Viktor Bit. Slovenske Gorice so 5, Velike Lašče 6, Kiks 7, Weber 8, Zavrh 9, Maribor 10 in Tomaž s 6 točkami, zadnji 11. V 14. krogu v petek ob 19:30 na Hardeku pri Petelini gostuje zasedba 9-uvrščenega Zavrha. Se sezono so zaključili tudi v zimski ligi malega nogometa Ormož. Po odigranem prvenstvu so organizatorji Športno društvo Pušenci organizirali memorialni turnir za pokal Mateja Trstenjaka. Sodelovalo je 12 ekip, ki so že nastopile v prvenstvu. Pokalna lovorika je pripadla ekipi Jerebič Črni Ribič, ki je osvojila tudi letošnjo zimsko ligo Ormoža. V finalu so malonogometaši ekipe Jerebič Črni Ribič s 5-2 premagali zasedbo Beno Udrih tima. 3. mesto je osvojila ekipa mladosti iz Miklavža pri Ormožu. Najigralec turnira je postal Goran Šnajder, najvratar Davorin Šnajder, oba Jerebič Črni Ribič. Najstrelec turnirja je s 6 zadetki postal Dejan Kralj iz ekipe Beno Udrih tim. Naslednje prvenstvo bo že 15. po vrsti in organizatorji predvidevajo pripraviti poleg članske še veteransko ligo. Le še za slovo nam je ostalo časa. Naj vam februar prinese kar se da veliko prijetnih trenutkov s povabilom, da se nam pridružite čez teden dni. Pa srečno!